Dober večer. Danes sem si izbrala res poseben naslov. Vem, da vem. To je bil moj navdih. In zakaj bi vam rada govorila danes o tem, da jaz osebno vem, da vem. Pa tudi vem, da tudi vi veste. Vsi vemo, kaj je prav. Vsi vemo, kaj je narobe. Vsi vemo, zakaj smo tukaj. Zakaj imamo dar življenja. In vendar se lahko vprašamo, zakaj pa to, kar vemo, da vemo, ne živimo? Kje je razlog? Vemo, da vemo, pa vendar tega ne živimo, kar vemo. To je vprašanje za milijon evrov. Zakaj ne živimo tega, kar vemo? Zakaj poslušamo druge? Zakaj iščemo znanje izven svojega srca, izven sebe? Le zakaj? Kje je pravi razlog? Si morda ne zaupamo? Ne verjamemo samemu sebi, svojemu notranjemu glasu, svoji intuiciji, svoji modrosti, ki je v nas? Le zakaj nasedamo zunanjim besedam, zunanjim manipulacijam, zunanjim lažem, ko pa je vsa resnica v nas in želi, da jo damo na svetlo, da jo živimo. Da ne nasedemo manipulacijam, sporočilom, ukazom, odlokom, strahovom izven nas. Ker to, kar poslušamo, je manipulacija, ker želijo nekaj od nas, ker nas želijo odpeljati na napačno pot. Zato, da bi lahko manipulirali z nami, da bi mi delali to, kar oni želijo. In vendar vemo, da vemo. Poznamo resnico. Vsak jo pozna. Tudi tisti, ki radi manipulirajo, poznajo resnico. In vendar se ne živi te resnice v vsakodnevnem življenju. In vprašajmo se, zakaj? Le zakaj ne zaupamo sebi, svojemu notranjemu glasu, svoji modrosti? Zakaj to iščemo izven sebe? Zdaj tako modern New Age. Toliko možnosti ima vsak izmed nas, da se uči, toliko je gurujev, toliko je modrosti, toliko dobrih knjig, toliko raznih zoomov, seminarjev, ki nas na en način spodbujajo. Poslušajte nas, mi imamo resnico. Če boste nas poslušali, delali tako, kot mi želimo, boste srečni, duhovni,
razsvetljeni. Imeli boste potem odprta vrata za blagostanje, za srečo, za radost, za zdravje. Veliko je obljub. In ljudje grejo levo, pa grejo malo desno, pa malo naravnost. In potem spet malo levo, pa spet malo desno. In iščejo. Iščejo odgovor. Tisti odgovor, ki bi jim razrešil vse njihove probleme. Ki bi jih popeljal v raj na zemlji, v zdravje. Ja. Ker iščemo izven sebe, tega ne bomo nikoli našli. Tudi če slišimo resnico, jo ne slišimo. Ker jo iščemo izven sebe. Tudi če nam nekdo pove, kaj je prava pot, ne bomo šli po njej, ker ji ne bomo zaupali, ker bomo zakomplicirali. In bomo raje šli malo levo, pa malo po ovinkih, pa bomo še kar iskali. In jutri bo tisti dan, ko bomo spoznali vso tisto modrost, ki nas bo odpeljala v raj na zemlji. Ja, vemo, da vemo. In vendar kljub vsemu iščemo potrditve, samozavest, modrost izven sebe. In tisti, ki nam prodajajo modrost, pa so veseli, da mi iščemo, ker služijo. Ker bogatijo. Poznajo pravo pot, vendar jo naredijo malo vinkasto, da ne bojo ljudje preveč hitro živeli to, kar je res in kar je za njih resnično osvobojujoče, ker je za ljudi osrečujoče, ker kaj pa bojo potem prodajali, če bomo vsi vse vedeli in bomo živeli to, kar je v nas, kar je naša modrost. Ja, veliko je zank. Tudi v duhovnem svetu. Zelo veliko. Mogoče še več kot v materialnem svetu. Ljudje bi bili radi nekaj, kar mislijo, da še niso. Duhovni, razsvetljeni, modri. In tako je preprosto vse. Ker je vse, kar je bistveno za nas, v nas. In ker vsi vemo, vse živimo. Samo nehajmo iskati izven sebe. In zaživimo to, ker smo. Ker je tudi v našem statutu zelo lepo zapisano, v 9. členu, 1. alineji, brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen pomeni, da ni pogojev. Ne rabimo biti svetniki, ne iskalci, ne duhovneži, da smo to, kar smo. Ni potrebno.
iskanje več. Ker je resnica tista, ki osvobaja. In to je ljubezen do svojega življenja. Ljubezen, ki nas osrečuje in jo ni treba kupovati s tem, da poslušamo modre mojstre, ki znajo lepo zaračunati svojo modrost. Oni jo niso kupili. Oni jo imajo in jo zapakirajo v lepe škatlice duhovne in jih ponujajo iskalcem resnice. Ja, res ni potrebno iskati to, kar je res. Ker vsi vemo, da vemo. Modro je, da začnemo to živeti. In zaupati sebi, ljubiti svoje življenje, biti lučka sredi temin. In to je tisto, kar bo ta svet popeljalo tja, kjer je res tisto, kar je res. In nihče, prav nihče, nam ne bo mogel več prodajati tisto, kar oni mislijo, da mi rabimo. Že samim rojstvom smo dobili vse, kar potrebujemo za svoje življenje. In nihče, prav nihče nima pravice, niti z odloki, niti strahovi vplivati na nas, da bi mi temu nekaj dodali ali da bi karkoli odvzeli to, kar smo. Smo otroci življenja, vemo, da vemo in naj to vsak dan živimo. In če bomo to živeli, bo nekaj lepega se zgodilo. Radost se bo pomnožila, zdravje, mir in tisto, kar je najbolj dragoceno, bomo z vso ljubeznijo živeli in darovali naprej. Hvala lepa za vašo pozornost.